slovenskem prostoru je v bistvu delež tveganih za podhranjenost primerljiv s tistimi rezultati, ki so dosegljivi v evropskem prostoru. Tudi pri nas se nekako ocenjuje, da je delež teh tveganih za podhranjenost nekako 10 do 15%. Zato moramo mi prepoznati tiste skupine, ki imajo še posebno večjo tveganost za podhranjenost. To so pa starejši, osamljeni, krhki, bolniki s kroničnimi boleznimi, pri tem mislimo predvsem pljučne bolezni, depresivna stanja, tudi srčni bolniki, torej ne glede, če imajo povečano telesno maso. Tako da v bistvu je to problem, ki ga moramo znati prepoznati tukaj in zdaj v splošni populaciji. Ker v bistvu, če bomo to podhranjenost prepoznali in jo pravočasno zdravili, potem bo izid iz zdravljenja sigurno boljši. Manj bo ponovnih sprejemov v bolnico, ljudje se nazadnje tudi boljšo kvaliteto življenja imeli. In to je cilj, da bodo dalj časa ostali samostojni, se lažje gibali, da bodo bolj zadovoljni sami s sabo. In v osnovnem zdravstvu boste predvidoma kmalu imeli na voljo tudi orodje, ki vam bo omogočilo dosti bolj celovite postopke in prijeme pri samih postopkih zdravljenja. To je naša velika želja. Jaz upam, da bo do tega prišlo, da bomo tudi z znanji in z izkušnjami, tudi iz drugega prostora, iz naših kolegov v drugih državah, videli, da je podhranjenost problem, ki ga lahko obravnavamo in zdravimo in vodimo. Seveda na primarnem nivoju bi bilo zelo dobrodošlo, da bi imeli pomoč ustreznega strokovnjaka in zato predvidevamo uvedbo kliničnega dietetika, ki nam bo pomagal obravnavati in voditi te podhranjene. To se s tem mislim res tiste, ki imajo res hudo ogroženo za podhranjenost. Te kronične bolnike, akutne bolnike, odpuščene iz bolnic ali pa pred operacijami. To jaz upam in si srčno želim v imenu naših bolnikov in v imenu zdravnikov, ki obravnavamo take paciente.